Tokrat bomo govorili o megli, o avtocestnih odsekih, kjer je najbolj pogosta, in o senzorjih, ki jo zaznavajo. Pa govorili bomo o zdravi kmečki pameti in se vprašali, kako je mogoče, da hitrosti vožnje ne prilagodimo tudi takrat, ko je megla na avtocesti zelo gosta. Vozili se bomo po blatu, Preizkušali CVT menjalnik, ki ga imamo tako pogosto v zobeh, in spoznali bomo 5 finalistov za slovenske avto leta, ki ste jih izbrali vi. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V tokratni oddaji se bomo v zimskem času primerno ukvarjali z meglo. Ne bomo vam je prodajali, Enkrat za spremembo. ampak se bomo vanjo z avtom zapeljali. No, in zato smo danes v Darsovem nadzornem centru, kjer ne le da gledajo, kdaj megla pride oziroma drugi vremenski pojavi in to opozarjajo voznike, ampak se ukvarjajo tudi s tem, kako napovedati in predvsem kako prenesti to informacijo, tako do vzdrževalnih služb, kot do služb, ki skrbijo za javno obveščanje, in nas, ki smo na koncu v avtomobilu. Pri nas je najbolj izpostavljen Goli vrh, tole proti Postojni, pri Nanosu, ker je pač enostavno taka točka, ki je prehod iz Primorskega v notranjsko območje. Potem je pri Vršičkem klancu, tam tudi pred Ljubljansko kotlino, in tudi Ljubljanska kotlina se pač pojavlja megla predvsem v jutranjem času. Medtem ko na teh prelazih dejansko se pa pojavlja megla ob recimo prihodu kakšnega vlažnega zraka nad bolj ohlajeno podlago. Danes se torej nahajamo na enem od odsekov, kjer se redno menjavajo vremenske razmere. Na prehodu iz Primorske v notranjost Slovenije. Pod Nanosom. Tu se redno pojavlja megla. A čeprav Darsove oziroma Arsove izkušnje z veliko natančnostjo določijo verjetnost tega zoprnega pojava, se trenutka, ko se ta dejansko pojavi, ne da dovolj natančno predvideti, megla se namreč na teh odsekih pojavi nenadoma. Zato so se pri Darsu prilagodili s sodobnim elektronskim sistemom zaznavanja megle. Vgradili so ga v pravkar prenovljeni, temu odseku najbližji nadzorni center v Kozini. Led smernikov deluje na podlagi 3 merilnih naprav, 3 cestovremenskih postaj, na katerih so nameščeni senzorji za vidljivost, ki nam nekako ponujajo 4 stopnje alarmov. V 1 nam meri vidljivost med 120 in 250 metri, v 2 imamo stopnjo vidljivosti med 80 in 120 metri, v 3 imamo med 50 in 80, v 4, se pravi to najgostejšo meglo, nam pa meri vidljivost do 50 metrov. Seveda ni dovolj, da nekaj zaznaš, če ni reakcije. In v tem meglenem konkretnem primeru to pomeni obveščanje voznikov. Dars stremi vse bolj k neki avtomatizaciji obveščanja voznikov. Vse te cestno-vremenske postaje, ki imamo nameščene, imamo povezane v en enovit sistem za nadzor in vodenje prometa. To pomeni, da cestno-vremenske postaje komunicirajo s prometno signalizacijo in tudi z vsemi ostalimi, bom rekel, napravami in sistemi. Za primer, ko cestno-vremenska postaja zazna zmanjšano vidljivost, avtomatsko spremeni spremenljivo prometno signalizacijo, to so tisti portali nad avtocesto. Avtomatsko nadzornika prometa tudi opozori. Lahko rečem, da ta v roku 1 minute lahko že vnese v aplikacijo in s tem so uporabniki že neposredno obveščeni. Pri tem velja spomniti na novo težavo, ki so jo zakuhali inženirji avtomobilov. Namreč razvadili so nas z avtomobili s samodejnimi lučmi, a pri tem za dnevno vožnjo določili zgolj prednje dnevne luči, zadke pa imajo moderni avtomobili pogosto neosvetljene. In te moderne avtomatske luči megle večinoma ne zaznajo, zato se novodobni avtomobili redno po megli vozijo popolnoma neosvetljeni od zadaj. Seveda je nujno ročno manualno ukrepanje. To je povsem enostavna operacija, a kot kažejo Darsove merilne naprave očitno za mnoge voznike prezahtevna. Zdaj vemo, kako sistem obveščanja, zaznavanja in pošiljanja podatkov v naše avtomobile oziroma nam vidno okolico deluje. Ampak zakaj tega še vedno ne upoštevamo? No, zdaj pridemo do tistega drugega dela, v katerem ne najdemo odgovora. V zadnjih tudi zelo tragičnih primerih nesreč na avtocesti, ko je bila megla, so
tudi na Darsu opazili, da so vozniki, ki so vozili pri zelo, zelo zmanjšani vidljivosti, pri močni megli, vozili bistveno prehitro. Celo s hitrostmi, ki so na avtocesti že presežene, več kot 130 km/h. In tukaj pa nastopi tisto vprašanje, ker ko govorimo o slabih vremenskih razmerah, lahko sicer recimo rečemo, da se človek v udobni potniški kabini, kjer je toplo, kjer ne občuti zunanjih sprememb tako močno, da spregleda recimo, da je temperatura padla pod recimo 3 stopinje ali že pod nulo, da rahlo recimo prši in da je zaradi tega poledica zelo verjetna. To mogoče lahko še rečemo, da lahko pripišemo nepozornosti ali pa premajhni zbranosti. Da pa kdo ne bi opazil, da pred njim praktično ni več vidnega polja in še vedno vozi hitro, no, odgovor na to pa je res težko najti. No, ampak da ponoviva, kaj vse je treba vklopiti oziroma izklopiti, ko pride megla. Najprej je treba vklopiti ZKP, zdravo kmečko pamet. Naslednja stvar, ki jo vklopite, so meglenke, spredaj in zadaj. Ne dolgih luči, ker razpršijo svetlobo in še poslabšajo vidljivost. In ko pride avto za vašo rit, po domače rečeno, se meglenke izklopi, zato da se ne moti tistega. Se pravi, samo zadnji v koloni ima prižgane meglenke. Potem pa prilagoditev hitrosti. ZKP je prilagoditev hitrosti. Se pravi, ko ne vidimo, ne peljemo več hitro. Saj kot pravim, jaz ne najdem logične razlage, kdo pravzaprav tvega, načrtno tvega tako zelo, da z visoko hitrostjo pelje takrat, ko ne vidi niti metra pred sabo. Opel je imel tudi v preteklosti zelo močan ameriški vpliv. Zdaj, ko je prišel pod Francoze, pa je začel iskati novo identiteto. In šefi so se vprašali, kaj je pri Oplu res nemškega, glede na to, da gre v osnovi za nemško znamko, in to so tudi vgradili v novo Corso. Potem pa vse skupaj začinili še z francoskimi elementi. Poglejmo, kaj je nastalo. Prejšnja generacija, torej 5. generacija Corse, se pravi Corsa E, je bila enoprostorec. Ne, nismo si mi izmislili te provokacije, gre za izjavo s tiskovne konference, zapisali smo si v naše zapiske, ker se nam je zdela tako zelo posebna, tako zelo nenavadna. Ampak ozadje je tehnično, zelo tehtno, počakajte do konca prispevka. Corsina zgodba se je začela leta 1982 s Corso z oznako A. Bili so to neki povsem drugačni časi, časi radijskih kasetofonov. No, jaz sem bil takrat še mulc in sem po šoli redno obiskoval avtomobilske salone in upal, da mi bo kak trgovec podaril kak takšen prospekt. Doma sem jih zbiral in podatke v njih sem znal praktično na pamet. No, od takrat se je marsikaj spremenilo, internet nas je razvadil. Takšni prospekti danes praktično nimajo nobene veljave več. Predvsem pa so nas razvadili avtomobilski inženirji. Namreč avtomobili so izredno napredovali in en primer, kaj se je v tem času spremenilo, so žarometi. Corsa iz leta 1982 je ponoči svetila z 72-vatno halogensko žarnico H4. Nova Corsa pa sveti s 17-vatnim LED reflektorjem, s katerim je nova Corsa od predhodne čistejša za gram ogljikovega dioksida na kilometer, samo na račun luči. Toda okoljska primernost je pri vsem tem še najmanj pomembna. Bistveno je, da ves čas sveti z največjo močjo, kot jo dana situacija dopušča. Corsin 4-slojni matrični žaromet namreč ves čas sveti z vsemi diodami, razen s tistimi, ki bi utegnile zaslepiti nasproti vozeče avte, in s tem ima Corsa ta hip najbolj napredne žaromete v svojem razredu. Pa si poglejmo ta žaromet od blizu. We used a module which combines the low beam and the high beam in one system. On this upper area you have the LEDs for the low beam. They give you the light distribution directly in front of the car and also the cutoff line. And when we move around, you have the LEDs for the high beam, which generates you the segments above the cutoff line, which clears out the upcoming traffic and gives you the full high beam width when there's no traffic in front of you.
Druga bistvena izboljšava nove Corse je nizka masa in odlična aerodinamika. Količnik zračnega upora je 0,29, kar se mase tiče pa govorimo o olajšanju za več kot 100 kg, torej maso osnovne različice pod 1000 kg. Motorji so tudi lažji, na voljo je sicer tudi dizel, a ključnega pomena sta dva bencinska turbo trivaljnika. 1,2 litrski s 55 kW ter GSI s 100 kW moči in kar 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. No, nižja masa je hkrati neposredno povezana z značilnostmi, ki izhajajo iz Oplovega porekla. No, Opel je vedno bil nemški, no, seveda tudi ameriški, pa danes je francoski, pa pravkar je postal tudi italijanski in malo spet ameriški. In skozi razburkane vode današnjega avtomobilskega posla vso to pisano druščino vodi Portugalec. A kako Opel danes ohranja svojo nemškost? No, z volanom. Pa seveda tukaj ne govorimo o obliki tiste krožnice, ki jo vozniki med vožnjo držimo v rokah. We have spent a lot of time to make it autobahn proof, so that's not only straight line driving, but it's also that the car always behaves safe and stable when you do lane change maneuvers, sudden lane change maneuvers or brake maneuvers. The outgoing model was a little bit nervous, especially on the autobahn. Yeah? So you had very small steering inputs and the car was reacting very quick. Now you need a little bit more steering input to get the same reaction, but the car feels much firmer and easier to drive on the highway. In potem smo z novo Corso zapustili Jadransko magistralo in jo preizkusili na ovinkih nad Šibenikom. Prav ovinkom je Tomas Vanke svojo ekipo inženirjev namenil še posebej veliko raziskovalnih ur. In the old car, the electric motor for the steering was located at the column. So it was a quite high mass, highly located. So we moved it down to the steering rack. This has several advantages. We could reduce the mass of the intermediate shaft between the column and the rack. But also we could have reduced the mass of the crosscar beam where the column is attached to. Yeah, and by doing so, the whole mass of the total system was going down, which is good for the driving dynamics. In zdaj seveda o obljubljeni enoprostorski Corsi, Corsi E. Kaj so s to enoprostorsko obliko misli? No, predvsem dejstvo, da je vetrobransko steklo razpotegnjeno precej daleč naprej v nos vozila, predvsem tako, da se poravna celo s kolesi. Predvsem pa je za Opel iz teh časov značilno, da ima izredno dolge previse. Zakaj? When you have a new legal requirement like pedestrian protection, yeah, you have at the beginning not the experience. You do a lot of research and development work, yeah, but you cannot be completely sure and you do not have this experience. So that's why, for example, for the lower leg, we made a soft face that brought in the older car the front overhang much long. That's why the stylists also in addition tried to compensate that by putting the A-pillar forward. Nowadays, yeah, we are much smarter, so we can reduce again the front overhangs. So we have much shorter, 50 mm shorter front overhang. Pri Oplu torej pravijo, da nova Corsa ni več enoprostorec, ampak dvoprostorec, sestavljena iz motornega dela in pa kabine. V nadaljevanju oddaje vam v skladu z deževnim novembrom in začetkom decembra ponudimo veliko slovenskega blata. Pa tudi španski makadam, grobi asfalt dirkališča Grobnik in nekaj zavitih alpskih ovinkov. In seveda, ob koncu oddaje sledi novica, ki jo čakate. Finalisti izbora slovenskega avta leta. Mali SUV-ji so najbolj trendovski avti ta hip in zato se v ta avtomobilski razred danes poskušajo vriniti tudi tiste avtomobilske znamke, ki poznajo kvečjemu asfaltne ceste. In na te amaterje Mitsubishi lahko upravičeno gleda nekoliko zviška, kajti ponuja nekaj, česar novinci ne ponujajo. 4-kolesni pogon. In to zmogljivega, z možnostjo zapore sredinskega diferenciala. Seveda se mora voznik tukaj vsaj malo spoznati. Ne glede na to, v katero jakostno kategorijo terencev spada ASX, lahko poročamo, da se ta niti skozi blatno lužo ni prav nič obotavljal. No, ASX je bil v prejšnji verziji po našem mnenju bolj pompozno oblikovan. A bi rekli, da je oblika močna plat tudi novega ASX-a.
Več pomislekov imamo glede notranjosti. Saj je res vse na pravem mestu, a zdi se, kot bi bilo vse skupaj iz nekih drugih časov, kar pa bo marsikomu pravzaprav všeč. So pa avto posodobili z modernimi elektronskimi varnostnimi sistemi. Med drugim je na voljo recimo tudi zaznavanje prometa strani pri vzvratnem vključevanju na cesto. Kombinacija 2-litrskega bencinskega klasičnega motorja in CVT brezstopenjskega menjalnika pa nas je pustila z mešanimi občutki. Vožnja je prijetna, če voznik narahlo pritiska na stopalko za plin in vozi čim bolj z izkoriščanjem inercije. Nepazljivo pospeševanje pa je glasno in neudobno. Mitsubishi pa je prenovil še enega svojih terencev, Pickup L200. In prva značilnost je, da je po novem vizualno veliko bolj impozanten, seveda še zlasti po zaslugi novih žarometov. Ne, ti niso matrični, čeprav bi glede na videz morda sklepali tako, in ne moremo se otresti občutka, da v praksi ne svetijo tako močno, kot smo si obetali. So pa bistvene izboljšave med vožnjo, namreč stereotip, da pick-upov zlepa ne obrneš, zdaj očitno res ne drži več. L200 ima namreč glede na orjaške dimenzije izredno ozek obračalni krog. In če smo doslej menili, da je pick-up varčen, če porabi manj kot 10 litrov, novi L200 lestvico pomika mnogo nižje. Za 100 km običajne vožnje ima dovolj dobrih 7 litrov. In to je vrhunski rezultat. Na koncu pa je tu še kabina. Ta je v praksi manj prostorna in udobna od recimo Rangerja, Amaroka ali Hiluxa. Povrhu tega pa deluje nemoderno. A spet, nekateri bodo to videli kot prednost. Mimogrede, ste opazili medvedjo šapo v našem videu oziroma v testu? No, naš David Čavli velikokrat najde med snemanjem njegovo sokolje oko opazi kaj, kar ni nič povezano z avtomobili. Recimo tole. V tokratni oddaji pa smo za vas pripravili še več blata, tistega pravega blata in 3 modele, 3 avtomobile, ki jih bodo lastniki bržčas vozili zgolj po cestah. Gremo k najmanjšemu, k GLB-ju. Kimovo avtomobilnosti, ne glede na to, da sploh še ni zapeljal na slovenske ceste, napovedujemo odlično prodajno prihodnost. Zato, ker je odlična kombinacija vsega, kar danes tako radi kupujemo. Gremo v Španijo. Če pogledamo paleto športnih terencev na trgu, vidimo, da so ta oblikovana tako, da so videti čim bolj dinamična. Želijo jim znižati streho, a pri GLB-ju so tokrat oblikovalci naredili tako, da so ga hoteli prikazati čim večjega, čim bolj prostornega, čim bolj robustnega. Seveda, če si tako velik kot Mercedes-Benz, si lahko privoščiš, da na isti osnovi ponudiš številne povsem različne tipe avtomobilov, za vsakogar nekaj. In ponudba najmanjših Mercedesov se zdaj deli na A in B. A je vselej dinamičen, če tudi ima kupejevsko obliko, limuzinski ali karavanski zadek. Ali pa je kot v primeru GLA začinjen s terenskim značajem. No, B je vselej družinski, če tudi je zdaj dobil tisto slovito črko G, ki lahko v splošnem pomeni marsikaj, ampak v Mercedesovem primeru točno določene sposobnosti. Ampak s tem, ko so B-ju dali pompozno terensko šminko, se pravi simpatično oglato škatlasto podobo, se je hkrati našla priložnost, da vanj vključijo tudi nekaj povsem B-jevskega družinskega duha, zložljiva sedeža v zadku. These are 2 individual seats, also can used with Isofix. We have a head clearance here. The 1.68 m is the right height for that. It's a compromise between safety and the headroom. So it's nothing to do with the average of height or something like that. It's just like because of safety reasons. And the 1.68 m is just a simple answer. It's the height of the crash test dummy we used for the safety. Pa vendarle. Čeprav lahko izbirate med zelo različnimi Mercedesi, je vsakega od njih moč dobiti tudi v bolj dinamični verziji. Tudi to škatlo. Seveda taka oblika vpliva na samo dinamiko vožnje in pa udobje. Kako jim je uspelo to združiti, smo vprašali strokovnjake pri AMG-ju. The wheel exit carrier is mounted with rubber to the car from a GLB 250. At the AMG, we switched it to a direct mounted carrier. You feel even better the street, the handling from the car on the roads.
Also, we modified all bearings, stiffened it up, the rubber bearings, that also you have therefore also in an SUV the possibility to drive sporty with this. AMG verzija je zanimiva tudi z vidika pogonskega sklopa. Here we have our powertrain. What we modified in this engine is for sure we have a twin-scroll turbocharger updated from a single turbocharger. It has a boost pressure up to 1.6 bar. We have also updated the cooling. We switched from an air-to-air intercooler to an air liquid intercooler, which is positioned right to the cylinder head here. Therefore, we have very short ways for the air, lesser pressure losses, and an effective cooling. Besides the engine, we have the gearbox. We give it one clutch more. We have four clutches in the series version, and in the AMG GLB 35 version, we have 5 clutch pairs. Iz Španije pa se selimo v Slovenijo in stopimo stopničko višje. Vozili smo namreč prenovljenega GLC-ja. Seveda je za stopničko bolj imeniten, ne pa nujno tudi bolj prostoren od novega GLB-ja. Novinec je namreč v prvi vrsti družinski avto, GLC pa poslovni terenec. No, eno je skupno vsem Mercedesom, asistenčni sistemi, in GLC se je s prenovo najbolj posodobil prav v tem pogledu. Dobil je tisti sistem, ki samodejno prilagaja hitrost omejitvam, določa ustrezno hitrost za vožnjo skozi ovinek, pa tudi skozi krožišča. In tu je tudi navigacija, ki s pomočjo kamere ne dopušča dvomov, kam je treba zaviti. Hey Mercedes. How may I help you? I'm cold. I'm setting the temperature on the driver's side to 22 degrees. GLE, torej terenec razreda E, pa je seveda še eno stopnico višje. Še za eno stopnjo je bolj menedžerski od GLC-ja, hkrati pa še bolj družinski od GLB-ja. Ponuja pa tudi 7 sedežev, če si to zaželite. A hkrati je bolj kompetenten tudi, ko je v igri soočanje z blatnimi cestami do vikenda, kjer se odklapljate od stresnih okoliščin v službi. In bistveno razliko v tem pogledu dela sistem, s katerim avto bolj odmaknete od tal, preprosto z gumbom in iz udobnega naslonjača. Resnici na ljubo prav veliko potrebe potem v praksi ne bo, kajti GLB se tudi z blatnimi cestami sooča brez kakršnih koli problemov. V robne primere se verjetno že zaradi GLE-jeve imenitnosti ne boste spuščali. No, presenetil je z varčnostjo dizelskega motorja, pri vožnji, kakršna GLE-ju najbolj ustreza, je bila poraba komaj 6,4 litra. In tudi skočil je, ko smo si to zaželeli. Moramo pa vseeno pripomniti, da se nam je občasno tožilo po 6-valjniku, zaradi zvoka. Na slovenske ceste je zapeljal tudi novi A4. Ja, ta največji Audi, čeprav ne v centimetrskem smislu. Kajti? Ne glede na to, da je Audi v zadnjih dobrih 10 letih v svoje salone pripeljal ogromno število novih športnih terencev, je A4 še vedno hrbtenica prodaje. Vsak 5. Audi je Audi A4. In kaj je novega? It was really important to turn up the volume in its sportiness, and we did this with a lower grille and in combination with the new headlight graphic, and the whole front end is grounded a lot more. On this S4 model, especially, we have the quote from the rally history, which is sitting above the wheel. Prenova pa je še v večji meri zajela tehniko. Audi pomeni prisluhniti. Novi A4 prisluhne novim avtomobilskim trendom tako, da odgovori z mehko hibridizacijo in 48-voltno arhitekturo. Uradno pa je prišla k nam divja Supra, sicer legendarna, a še pred nekaj leti bi rekli, da je to povsem netipična Toyota. Toyota je pred desetletjem veljala predvsem z svojimi hibridi kot mogoče malo bolj dolgočasna blagovna znamka. Tukaj se pa ta dinamičnost najprej predsednika Toyote odraža v tem, da preden gre avto v serijsko proizvodnjo, ga želi preskusiti tudi on, in ko on potrdi, da je vozilo dovolj dinamično za splošno uporabo, gre lahko avto v serijsko proizvodnjo. Toyota CHR recimo je že eden takih, nova Corolla je precej bolj dinamična.
Slovenski avto leta ni še končan, prehaja v drugo sklepno dejanje, ampak vi ste svojo nalogo odlično opravili in izbrali 5 finalistov. Eden izmed teh 5 bo v soboto, 11. januarja, kar zabeležite si datum, v neposrednem prenosu na TV Slovenija 1 zapeljal na sredino odra. Ampak dajmo si pogledati 5 finalistov. Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen T-Cross, Škoda Kamiq in Mazda CX-30. Dolenjski avto leta, torej Clio, ima vsekakor vse možnosti, da ne ostane samo slovenski Clio, ampak postane slovenski avto leta 2020. Seveda, avto je na pogled že viden in to točno zato, ker ga takšnega želite pri nas in vse povsod po Evropi. No, drugouvrščena finalistka Oplova Corsa, ki je zbrala absolutno gledano največ točk, se je za razliko od Clia povsem spremenila. Pa sploh ne zato, ker je po novem mešane francosko-nemške krvi. Razloge za to smo vam predstavili ravno nekaj minut nazaj. No, 3. in 4. finalist, Volkswagen T-Cross in Škoda Kamiq, sta skupnega nemškega izvora, a po novem so jima isti avtorji namenili 2 pomembni podrobnosti v prtljažnem prostoru. Govorimo o pomični oziroma nepomični zadnji klopi, ki pa seveda ni nujno tudi ključnega pomena. Mazda je v letošnji izbor poslala 2 podobna, a hkrati zelo različna modela. Kupejevsko trojko in SUV-evsko Mazdo CX-30. In očitno so SUV-ji športnosti zadeli odločilni gol. Se vidimo spet v prihodnji oddaji. Računamo, da smo z blatom za to obdobje zaključili in da počasi prihaja sneg. Res upamo, v avtomobilnosti se snega veselimo, saj je to posebna vozniška izkušnja, ki zahteva nekaj več pozornosti, če ni z drugega. O tem bomo govorili v naslednji oddaji. Uživajmo v tistem, kar nam narava da, vmes pa ste seveda vabljeni na naš YouTube kanal, na Zavihak avtomobilnost na MMC in seveda Instagram, Facebook in Twitter. Pa še to. Ste slišali, da papež nima več papa mobila, ampak papa Dusterja? Kaj pa tisto, da so ženske glede na statistiko boljše voznice od moških? No, nam se pri tem zdi bolj pomembno, da ženske niso povzročile nobene nesreče v vinjenem stanju. In to je za pohvaliti.